Občina Brežice se je še s preostalimi 4 partnerji prijavila na projekt za oživitev Banove domačije, s čimer bi dobili vsebino oziroma dodatne kadre, ki bi lahko izvajali vsebine tule, in čez poletje tudi odprli pilotno domačijo, da bo na voljo tudi za turiste in vse ostale obiskovalce. Ostali projekti so še Invalidsko društvo Olumija, potem Posavski muzej Brežice, Sadjarsko društvo Rtiče in pa Turistično društvo Rtiče. Vrednost samega projekta je slabih 47 tisoč, od tega je 80% prispevek iz Evropskega sklada za razvoj podeželja, 20% je pa prispevek vseh partnerjev, pa pač pokrijemo tudi DDV. Okoli leta 2000 je prišla pobuda od krajanov in pa krajevne skupnosti, da se ta Banova domačija nekako ohrani in pa seveda, da se tudi obnovi. Tako je bilo leto 2003 tudi nekako preglašena kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Se pravi, gre za nek muzej na prostem, bi lahko rekli že od samega začetka, z pač željo, da se prikaže na življenje preloma 19. in 20. stoletje, oziroma da so možnosti recimo življenja v neko kmečko življenje skozi nekaj desetletij. Tukaj nameravamo vzpostaviti informacijski sprejemni pult za obiskovalce, želeli bi tudi na domačiji prodajati oziroma predstavljati ponudbo tega kraja, njihove izdelke, pa vzpostaviti tudi predstavo, v katero se bojo lahko vključili tudi obiskovalci. Potem želimo imeti tudi redna vodenja po sadjarski zbirki in pa izvajati tudi ostale delavnice po programu, ki ga bo pripravil Posavski muzej Brežice. Nekako ta domačija predstavlja tudi en center dediščine sadjarstva na tem območju, ker vemo, da seveda so Rtičani in Sadjarsko društvo izjemno ne samo pač ponosni na to, ampak predvsem tisti, ki to tudi razvijajo. Ne ohranjajo samo, ampak razvijajo. Člani Sadjarskega društva smo se z veseljem vključili v ta projekt, saj bomo na ta način tudi malo promovirali to panogo in pa tudi skušali ljudem dopovedati, kako pomembna panoga je sadjarstvo, kako se trudimo sadjarji vedno bolj. Naša vloga v projektu je sodelovanje z prostovoljci, ki bodo sprejemali tako obiskovalce, se pravi turiste kot lokalne obiskovalce in jih vodili skozi aktivnosti. Javni poziv smo namenili prostovoljcem skozi naše projektno partnerstvo in po medijih. Med prostovoljci smo pa zaenkrat pač vključili ranljive skupine, to so sodelavci z invalidnostjo, tudi sodelavci našega invalidskega podjetja, mladi, potem upokojenci. Banovo domačijo je možno obiskati oziroma je odprta in bojo tle tudi ljudje od 1. julija pa potem vse do konca septembra, vsak petek in soboto, v petek med 6. in 8. uro zvečer, pa potem v soboto med 9. in 12. uro dopoldan.